Dober dan, se malo sončite. Ja, sej sonce je prav zdrav, če ga pomalo. A pa ste vedeli, da je sonce obnovljiv vir energije? Ja, pa je. A imate 5 minut časa za obnovljive vire energije? Ok, pa 2 pa roka. Zelena eureka, obnovljivi viri energije. Preden začnemo štopati, malo ozadja. Zadnja leta se je delež obnovljivih virov energije povečeval hitreje, kot je bilo načrtovano. Tudi zato smo naš cilj za leto 2030 povišali na 45%, kar je skoraj 2-krat več kot zdaj. Ta prizadevanja so del Evropskega zelenega dogovora, v skladu s katerim bomo skušali do leta 2050 doseči ničelne neto emisije toplogrednih plinov. Nam bo uspelo. Kako? To nam bo v naslednjih 2 minutah pojasnil izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko dr. Urban Rudež. Kdaj bodo obnovljivi viri povsem izrinili bolj umazane, recimo termoelektrarne na premog in plin, govoriva na nivoju Evropske unije? Ja, glede tega, ali je v elektroenergetiki to sploh možno ali ne, strokovnjaki niso ravno poenoteni. Dejstvo pa je, da želimo do leta 2050 narediti največji elektroenergetski sistem oziroma prototip elektroenergetskega sistema vseh časov, zato ne verjamem, da je sploh lahko katerakoli od napovedi lahko dovolj točna. In kaj strokovnjake najbolj skrbi? Ja, da se s tem izpostavljamo precej velikemu tveganju za nestabilno delovanje elektroenergetskega sistema. Kateri čisti viri pa so najbolj priporočljivi? Je vsak način izkoriščanja energije puščanja v okolju neke določene posledice. Zdaj, če že ne z samim delovanjem teh naprav, pa z vsem procesom, ki je potreben za izdelavo teh naprav, bodisi z reciklažo materialov z odpadki in tako naprej. Zdaj, pri proizvodnji električne energije se trudimo, da bi bila električna energija seveda vedno na voljo, da lahko s proizvodnjo dovolj hitro sledimo odjemu, da se stvari čim manj kvarijo, da imamo visoke izkoristke in da imamo čim manj vpliva na okolje. In kateri vir torej zmaga? Ja, nobeden od teh virov nima vseh karakteristik, zato so določeni kompromisi nujni. Skozi leta se je uveljavila mešanica hidrotermo pa jedrska in katerokoli od teh stvari vzamemo ven iz enačbe, porušimo to ravnovesje. Se pravi, recimo z nadomeščanjem termoelektrarn z obnovljivimi viri energije, recimo povečujemo odvisnost od muhastih vremenskih razmer. Je to glavni izziv obnovljivih virov? Ja, to pa tudi to, da se pojavlja vedno višja potreba po shranjevanju ogromnih, ampak res ogromnih količin električne energije. In katere tehnologije na področju shranjevanja energije obetajo največ? Ja, na nivoju držav in širše so to vsekakor črpalne hidroelektrarne, pri katerih shranjujemo energijo v obliki potencialne energije vode. Baterijski hranilniki električne energije, pri katerem shranjujemo energijo v obliki kemične energije, so bolj učinkoviti znotraj dneva, se pravi maksimalno en dan. Kar se tiče pa vodikovih tehnologij, se pa bojim, da nismo še tako daleč, da bi o tem lahko resno razmišljali. Tole je že zdaj 2 minuti, ampak ostan z nami še minuto, ker je zanimiv. Obljubim. Kaj pa jedrska energija? Ali jo je mogoče šteti med zelene vire? Ja, odvisno od tega, kako definiramo zelene vire. Zdaj, če govorimo o izpustih CO2, potem je to zelen vir. Tam pač ničesar ne kurimo, tam toploto pridobivamo s pomočjo jedrske reakcije. Je pa tako, da kot vsak ostali vir, tudi ta ima nek določen vpliv tako na okolje kot na ljudi. Kakšna pa je njena prihodnost v EU? Ja, mislim, da bo jedrska energija v Evropski uniji še precej dolgo prisotna. Še posebej z zapiranjem termoelektrarn mislim, da bodo jedrske elektrarne morale prevzeti še večji delež odgovornosti, kot so imele do zdaj, tako da vsekakor imajo moj da tudi v Sloveniji. Do zdaj sva govorila o proizvodnji. Kaj pa poraba? Ja, na strani odjema pričakujem hitrejše in korenitejše spremembe. Odjemalci bomo morali vedno bolj sodelovati aktivno pri upravljanju elektroenergetskega sistema, pa to ne govorim samo s tem, da postavljamo svoje lastne, recimo sončne elektrarne, ampak tudi s tem, da aktivno prilagajamo svoj odjem. Hvala, dr. Rudež, za vaši 2 minuti. Najlepša hvala tudi vam. Vi pa šerite, lajkite, se veste, za zemljo gre.